Spoštovani prijatelji oddaje Verovanja, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. V življenju nas krepi medsebojna povezanost, krepijo nas ljudje, ki nosijo v srcu ljubezen do tistega, kar delajo in tudi kar čutijo v sebi. Danes je v naši družbi cenjeni gospod Izidor Pečovnik Dori, župnik v Münchnu in okolici, ki je tudi takole angažiran z mnogimi drugimi funkcijami širom po svetu in zato smo prav počaščeni, da je lahko danes v naši družbi. Iskreno dobrodošel, Dori, in vesela sem, da bova našim gledalcem lahko obogatila nekaj trenutkov. Ja, hvala lepa za povabilo. Tudi jaz sem vesel, da lahko preko medijev nagovorim moje prijatelje v Sloveniji. Ja, z Dorijem se vsekakor poznava, zato se bova danes tudi tikala. Samuel, oziroma v drugi Samuelovi knjigi pa je zapisano takole: dal si prosto pot mojim korakom in moja kolena ne klecajo. In za uresničitev tega zapisa je izziv kristjanom prav postni čas. To je obdobje priprave na največji praznik, Veliko noč. In od kdaj do kdaj traja, Dori, ta postni čas v katoliškem koledarju? Ja, katoliški koledar je tukaj malo drugačen od drugih, čeprav se drugi ravno tako postijo kot mi, mogoče še celo bolj intenzivno, zahteva od njih več kot mi, ampak naš postni čas je zelo dobro odmerjen, dobro postavljen, tudi v pravi čas v letu, in to je od pepelnice do Velikega petka, je tak strogi in potem pojenja in pomeni, Velika noč je na dosegu enega koraka in tudi ta korak potem naredimo postno in potem v vsem veselju prekinemo ta post in damo znova polnosti življenja prednost. In po čem se imenuje postni čas? Katero izhodišče nosi? Po kateri besedi? Ja, postni čas je vedno v tem, da se nečemu odpovemo, to je zelo pomembno, ker smo tudi vajeni od tistih, ki so pred nami začeli s tem gibanjem posta, smo videli, da so se umaknili v samoto, da so se prepustili res stvarniku in odkrivali v sebi svojo originalnost. Samega sebe takšnega, kot je, da spet gremo na Samuela, da vidimo, da je ta rek njegov izjemno pomemben, da če nam Bog da prostost in to prostost v tem postnem času še posebej začutimo in doživimo, potem ne bomo imeli klecava kolena, ne bomo šibki, ne bomo omagovali, ampak bomo ostali trdni in to danes mnogi vidijo tudi, ko gre za zdravje in se na postni način v obliki posta tudi zdravijo. In postavijo na noge, lahko rečeva. To si potem ozdravljen, ko stojiš spet trdno na svojih nogah. Ja, rimsko-katoliško postno postavo je opredelil papež Pavel VI leta 1966. V tej postni postavi je veljalo nekaj pravil, in od katerih je seveda vse pomembno. Katero pa je po tvoje najpomembnejše to pravilo postnega časa oziroma postenja? Postnega časa za mene je najbolj pomembno to, da to, kar jaz delam, ne pride navzven. Da se ne bi s tem hvalil, poveličeval in bil drugačen od drugih, ampak da to ostane skrito. In da sem med drugimi, ki ne delajo tako kot jaz, popolnoma enak, ampak v meni se sproža nekaj drugega, kar pa potem drugi sami opazijo, ne glede na to, da bi se moral jaz izpostavljati. To je moja največja drža v tem postnem času, seveda je to tvegana, ker bodo spet rekli, nekateri bi rekli, poglej ga, ta je duhovnik, je Jezusov, pa se ne pusti. In tam je Jezus zelo lepo rekel za svoje učence, ki jih je takrat ubranil, ko so videli drugi, da ko se drugi pustijo, oni jedo, in je rekel, ali se lahko pustijo svatje, dokler je ženin med njimi. In jaz verjamem, da je Jezus stalno z mano in zato bi se rad tako pustil, kot je v evangeliju in kot je tudi papež Pavel VI to
vedno znova poudarjal, da se pustimo res notranje tako, da sebe spremenjamo ne glede na to, ali bodo drugi opazili ali ne, jaz pa verjamem, da opazijo. Ja, in verjetno je tudi ta dan oziroma 2 dneva strogega posta, ne? Samo neka simbolika, ko se človek odpove mesnim jedem in potem s tem tudi nekako se odpre temu, kar si sam povedal, temu namenu postenja. Ja, jaz sem popolnoma prepričan v to, da je prav, da zaznamujemo ta čas z 2 točkama, ne? To je pepelnična sreda in pa veliki petek. In tukaj med tema en lok, ki se napenja in sprošča, o tem jaz vedno rad govorim. In seveda tukaj lahko potem tudi opaziš, kako intenziven si bil v tem času. Ali je lok napet, potem nese puščico daleč, če pa ne, pa nikamor. In seveda mi smo napeti, mi hočemo, da gre to daleč, ta energija, da je doseže vse. In seveda to je bistvo krščanstva, da ostanemo v napetem loku, da smo vsak trenutek sposobni to našo notranjo moč in energijo poslati v svet tja, kjer je v tem trenutku najbolj potrebna. Tako da jaz mislim, da je ta postni čas smisel življenja in ga tudi osmišlja. In seveda to ne samo pri nas kristjanih, ampak tudi pri vseh drugih vernih ljudeh. In zanimivo, da tudi pri nevernikih je post dostikrat ena velika veličina. Ja, cerkev pa vernikom priporoča, da postu dodajo še katero od drugih stvari, naprimer molitev je ena pomembna izraznost v tem času. Kaj lahko s to molitvijo potem tudi človek pri sebi spremeni oziroma spozna? Ja, molitev je prav gotovo nekaj najmočnejšega, nekaj najbolj vsakdanjega. Človek moli ali hoče ali noče, moli, ker ga življenje enostavno pred to postavi. In ko človek začne intenzivno moliti in s tem spreminjati tudi sebe, postane dobrodelen. In zato je post izjemen čas dobrodelnosti. Zato se tudi v postu dostikrat odpovedujemo drugim velikim prireditvam, če lahko tako rečem, da ta prireditev, ki bi sicer bila v drugačni obliki, postane dobrodelna. In potem doseže tudi tiste ljudi, ki so potrebni in za katere vedno zbiramo miloščino in tako naprej, da ta miloščina pride do pravega človeka. To je pravzaprav pomoč drugim, ki so v neki stiski, da jim tudi nekako neke skrbi odmaknemo in se jim približamo. To so predvsem tudi ostareli ljudje, bolniki in takrat je zelo potrebno, da se človek še bolj nesebično preda bližini tem ljudem. Na kakšen način lahko to izpolnimo? Ja, ravno s to molitvijo in dobrodelnostjo, ker tudi Bog pričakuje od daritelja, da je vesel daritelj. In če človek moli in se v tem postnem času res predaja samemu sebi in temu, kar je v njemu stvariteljskega, potem enostavno postaje bolj vesel. Ima drugo obličje kot sicer in to ravno tisti opazijo, ki to najbolj potrebujejo. To so na robu družbe, revni ljudje, ubogi ljudje, zapuščeni, preganjani. Mi imamo danes med nami toliko preganjanih ljudi, in seveda dosti manj razumevanja, kot bi ga morali imeti. In jaz mislim, da je postni čas ravno v tem času, ko je tudi narava zelo spremenljiva. Je topla, je mrzla, je deževna, je suha, vse se v tem času najbolj pogostoje menjuje in tako se dogaja tudi s človekom, ki se posti. In potem naenkrat opazi, v katerem obdobju je najboljši. Pravzaprav je to tudi neko čiščenje notranjosti človeka v zavedanju, v samem postenju in v tem našem hitrem, večkrat kar neukrotljivem načinu življenja je to še veliko bolj potrebno, kaj ne? Ja, res, mi dostikrat to preveč telesno mislimo, da samo telesno se lahko olepšamo ali očistimo. Je to dejstvo, ampak ta notranja sila ali
duhovno življenje človeka se mora tudi prečistiti. In ko se to usklajeno dogaja, potem je človek ta prav. Potem je, lahko rečemo, navzven in navznoter lep. In to ljudje najprej opazimo pri tistemu človeku, ki se iskreno pusti. Ja, Božji načrt, pravimo, je vedno in je resnično popoln in tam človek ne more ničesar spremeniti. Ko zaupamo v ta Božji načrt, je ta svet gotovo tudi lepši in srečnejši. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje, je del hvalnice. In takole, Dori, zaključiva najin pogovor s tvojo mislijo v tem postnem času in pa seveda tudi z blagoslovom za tisti čas za naprej. Ja, jaz sem človek res, ki živim s postom vse leto. In seveda, ne da bi ga načrtoval, ampak se sam od sebe ponuja, pojavi in takrat ga sprejmem. In tisti postni čas je zame najlepši. In seveda se potem trudim, da bi bilo čim več takšnih dogodkov tudi v postnem času, ne samo v celem letu. In če potem to nekako združimo, je ves postni čas res eno lepo življenje, ne, ki ga ljudje nekako ne opazijo, ampak ga na nek način pa vendarle odkrivajo. In jaz mislim, da je to najlepše, če v postnem času začnemo odkrivati nekaj, kar do sedaj nismo odkrili. In potem, če se to v nas dogaja, vidimo, da smo v sedanjosti najmočnejši. In zato bi rad ljudem priporočal sedanjost, da to ne zamudijo, ker v vsaki sedanjosti so najlepša znamenja. In ta znamenja so tista, ki nas potem nosijo naprej v prihodnosti. In seveda, to je zame tudi blagoslov, ki ga želim sebi in ga tudi drugim dajem, da ne bi pozabili na znamenja časa in seveda ne sedanjega časa. Hvala, dragi Dori, za obogatitev oddaje Verovanja. Naj te res moč vodi v odločnih korakih, naj te spremlja Božja milost in dobrota in veselimo se, da se zopet kmalu srečamo. Vse lepo povsod in nasvidenje še kdaj. Ja, hvala lepa in seveda vsem, ki so na poti iskanja, želim vse najlepše. Spoštovani gledalci, drage gledalke, hvala, da ste bili v družbi oddaje Verovanja. Naj tudi vam postni čas prinese veliko hvaležne radosti, veliko veselja in pa dobrote. Predajte se drug drugemu, naj vas spremlja Božji blagoslov in nasvidenje.